Lepo pozdravljeni v družbi nas treh. Žiga je tam zadaj, midva pa tukaj spredaj. Tako, Kapra pa v hlevu. Tako, na štirih, Kapra je pa v hlevu. Ja, oziroma ni, na sončku. Zopet se javljamo z Konjskega vrha, še vedno s tvoje bolniške. Je tako. In danes bova govorila o tem, o čemer ti praviš, da razmišljaš v zadnjem času. In to je? Ja, prejšnjikrat sem omenil, kako se prepuščam tihoti, ampak v tihoti se lažje zaznajo vibracije, valovanje, ne? In na nek način ne le, bi rekel, ta slušna sporočila, ampak tudi to valovanje, ta utrip sveta zaznavam. In ta utrip sveta ni lagoten, ni lahek, je precej obremenjujoč. To valovanje dejansko odseva čutenja mnogih trpečih, ne, ki so v naši neposredni bližini. Ne mislim samo trpečih v Sloveniji, ampak dejansko je svet zdaj ena velika globalna vas. Vsi smo med seboj povezani in seveda zato ob tej stiskah, ob tej, bi rekel, norosti, ne, razmišljam, kako pomembno bi bilo zopet ovrednotiti, ceniti, tudi v procesu izobraževanja zato oceniti, ker to, kar ceniš, oceniš oziroma kar oceniš, pokažeš, da ceniš. Ne. Kako bi bilo pomembno vrednotiti tudi srčno inteligenco, torej odnosno inteligenco. Ali znamo vzpostavljati, bi rekel, žlahten odnos ne samo s človekom, ampak na nek način z vsem stvarstvom, ki nas obdajo, ker smo z vsem povezani in je dobro, da smo podporni, tako kot nas recimo narava podpira. Je zelo dobro, da smo tudi mi podporni, spoštljivi v odnosu do stvarstva. Torej, razum je pomemben, ne? Ampak zdaj zgolj razum bo tako upravljala odlično umetna inteligenca, mi pa se moramo vrniti nazaj k naravni, k celostni inteligenci in pokazatelj tega, da jo cenimo, bo tudi, ko bo v izobraževalnem sistemu zopet postavljeno pod oceno, odnosnost, spoštljivost. Zgolj razum brez te srčnosti je lahko tudi zelo nevaren. Ja, v bistvu je ravno razum tisti, ki je značilen tudi za mnoge diktatorje, ne? Ja, sem ravno pred kratkim prebiral poročila iz tegale Nürnberškega procesa po drugi svetovni vojni, poročila tega psihiatra Douglasa Kellyja. On je spremljal tam na tem sodišču zaprte največje te nacistične zločince z enim hotenjem, da bi pokazal, da gre pa za, bi rekel, za neke norce, ne? Da človek, ki ima intelekt, vsekakor ne more početi takšnih grozodejstev, da lahko to počne samo nek brezumen človek, ne? Ampak je pa ugotovil, ne, posebno pozornost je usmeril na drugega moža Tretjega rajha, nacistične Nemčine, na Hermana Göringa, in je ugotovil, da je njegov inteligenčni kvocijent bil 138, to je zelo nadpovprečno. Nadpovprečno je do 130, ne? Zelo nadpovprečno je pa tisti, ki so od 130 naprej, in Hermann Göring je imel IQ 138. Ne? To se vidi, kaj lahko naredi nekdo, ki je brihten, ki je visoko izobražen, nima pa te odnosne inteligence. In podobno je opazil tudi pri ostalih, za izjemo enega, pri ostalih obsojencih, torej teh velikih zločincih, nacističnih zločincih, in je ta ugotovitev pretresljiva. Zakaj? Ker so tudi danes med nami visoko izobraženi ljudje, in če nimajo odnosne inteligence, srčne inteligence, duhovne inteligence,
so lahko zelo, zelo nevarni. Bom prebral, kaj je zapisal Douglas Kelly o teh zločincih na Nürnberškem procesu. Zapisal je, niso bili nori in prav zato so bili tako zelo nevarni. Ne? In če mi v procesu izobraževanja cenimo, in to pomeni ocenimo zgolj racionalno inteligenco, lahko oblikujemo tudi zločince. Naš proces izobraževanja bo nujno mogel vzpostaviti usporednico ob tem razumskem usposabljanju, imeti tudi čas za živi stik z naravo, za žlahtni odnos do sočloveka, do živali, torej to bi rekel na nivoju ne teoretičnega izobraževanja, ampak na nivoju doživljajske pedagogike, ker ta na nek način potem oblikuje, gnete človekovo osebnost v smer žlahtnosti, ki je potrebna v naših medsebojnih odnosih. In potem pridemo do tega, da se vprašamo, kako lahko pa razvijamo srčno inteligenco to je v izobraževalnem procesu, pa tudi doma, sami ali pa v družinskem okolju. Torej, gledajte, mi smo razpeti med dobro in hudo. Ne? Kot je rekel tisti indijanski poglavar oziroma neki indijanec, vprašanje, kaj hraniš, dobro ali hraniš to, kar je slabo. Ne? In v bistvu je pomembna zavestna odločitev za etičnost, za moralnost. To je zavestna odločitev, to je sprejetje tistih normativov, ki omogočajo žlahtno sobivanje. Kot večkrat rečemo, pomembna je spoštljivost, pravičnost in odgovornost, ki jo je potrebno poosebiti, tako da postane ta naša ljubezen brezmejna, ker ni potrebno, da postavljamo meje, ker smo meje poosebili, drugače mora pa seveda tudi sistem postavljati tiste varovalke, ki onemogočijo, da bi zlo se dejansko udejanjalo. Na eni strani gre za zavestno odločitev, po drugi strani se mi zdijo zelo pomembni vzori in pa prisotnost svetih ljudi, kot so rekli indijanci. To so ljudje, ki so na videz krhki, ne. Kot rečemo ljudje, meni to ni všeč, ampak to je pač izraz s posebnimi potrebami, ker če si oseben, si poseben, ne. To je res, mislim, paradoksalno, kako značijo ljudi, kako moramo biti mi zgolj normirani, ne smemo biti posebni, ne. Torej, brišajo našo osebno noto, ne. Biti moramo dejansko pri določbah ustanov, torej prisotnost svetih ljudi, ne, ki sami po sebi srčijo, ki sami po sebi prebujajo odnosno inteligenco. Sem slišal, ne, zdaj, kako grejo otroci z vrtca obiskati starejše v domu starelih. Zelo lepo, ne, to jih srči. Na eni strani starejše, na drugi strani pa seveda tudi otroke. Zred v to, kar je lepo, ne. Ko gledam otroke, ki gledajo neke risanke, ki so, zdaj to niso več risanke, kot smo jih mi gledali, Bolek pa Lolek pa Krtek pa Čebelica Maja, to je zdaj teror, to je nasilje, to je agresija, ne. Kaj vizualizirajo, kaj hranijo, ne. Tu je treba postaviti tudi določene omejitve oziroma izbirati to, kar gledati lepo, ne, kot je rekel Dostojevski. Lepota bo rešila svet, najprej pa rešuje to, kar je srčno, sončno, lepo mene samega. Čim bolj se hraniti s tem lepim, ker to lepo prebuja globoko v tebi lepoto, ki jo potem izžarevaš, ker mi na nek način potem prinesemo drugim to, kar nosimo v sebi, ne. In če je to srčnost, bo med nami tisto, kar vsi želimo, nota srca, ljubeče pozornosti, ki je moč in opora za življenje. In v teh dneh imamo ogromno priložnosti gledati lepo. Ja. Okoli sebe, v naravi, pa tudi v ljudeh. In poiščite tisto, kar je lepo in tisto, kar vas osrči. In zato v sreči. In
Za danes samo vas še lepo pozdravljamo z Konjskega vrha. Do naslednjič, ko bova odpirala nove teme. Je tako, srečno.